panelom z naslovom Študenti na univerzi in zunaj nje. Prvi referat z naslovom Študentke in študenti Nove Ljubljanske univerze pa bo predstavil kolega dr. Branko Šuštar, sicer muzejski svetnik v Šolskem muzeju. Prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Če začnemo pri naslovu. Ta opozarja, da gre po letu 1919 za novo situacijo v novi državi in na novi univerzi, ki brez večjih omejitev dopušča dostop do visokošolske izobrazbe tudi dekletom. Ne korak, velik skok na poti enakosti spolov v izobraževanju. Zakaj velja spregovoriti o študentih? Študenti so sestavni, pravzaprav nič manj pomembni del univerze, kot so predavatelji. Nekaj srednjeveškega razumevanja univerze kot skupnosti predavateljev in študentov se je ohranilo tudi v naš čas, še v 21. stoletje, čeprav morda drugje bolj močno kot pri nas. Vsaj doktorski študentje so ponekod na mednarodnih srečanjih enakopravno predstavljali svoje univerze, tako kot njihovi profesori, kar sem začudeno spremljal na konferenci zgodovinskih znanosti v Amsterdamu 2010, ko smo zgodovinarji izobraževanja sodelovali kot pridružena mednarodna organizacija. Nekaj zavedanja, da gre pri vprašanju nastajanja univerze pravzaprav za zadeve študija slovenskih visokošolcev, zasledimo že na prvem širšem sestanku na to temo konec novembra 1918, ki jo skliče Karel Vrstovšek kot poverjenik za uk in bogočastje. In čeprav so člani sveučiliške komisije in poveljeništva razpravljali o ustanavljanju univerze, o predavateljih, prostorih, financah in pravnih vprašanjih, pa so jim bili pomembni tako študentje kot tudi študentke. In seveda finance. Že v prvem desetletju so omenjali kolosalno skromno financiranje univerze in od prorektorice profesor dr. Barbare Novak smo včeraj v zdravnih besedah slišali o univerzi, čeprav ne deluje v najbolj naklonjenem okolju zlasti glede financiranja, pa razvoj v 100 letih, to nam kaže tudi poučna razstava na kongresnem trgu, je viden tudi v prostorskem razvoju. Univerza 1919 začne delo res v skromnih prostorskih in drugih pogojih. Prostorski pogoji so vidni na tej ilustraciji, vendar pričela ga je zelo uspešno. Ob tem se spomnim na komentar mačarsko-francoskega zgodovinarja Viktorja Karadija, predavatelj iz CEU-na v Budimpešti, ko je na seminarju na temo formiranja nacionalnih izobraženih elit pri malih narodih po predstavitvi slovenskega razvoja ugotovil, da kvalitetna priprava zavzetega in malega naroda, ki se je kazala tako v razvoju srednjega šolstva kot pri študentih iz slovenskih krajev. Vsa ta priprava v ugodnih razmerah po prvi svetovni vojni pripelje do nastanka slovenske univerze kot univerze, tedaj kulturno razvitega naroda. Ohraniti časten spomin. Če nadaljujem tam, kjer je včeraj končala kolegica Tatjana Dekleva iz Muzejsko-arhivske službe univerze, za nastanek univerze je zaslužna
vrsta mož in častno mesto gre dvema možema, ki sta z neodjeljivo vztrajnostjo in nezlomljivim optimizmom, tako beremo v literaturi, storila to, kar je bilo potrebno storiti. Gre seveda za dr. Karla Vrstovška, poverenika Zauk in bogočastja, in za dr. Danina Majerona, predsednika Vseučiliške komisije. Moža sta se tudi med seboj spoštovala in dajala priznanje drugemu po uspešno izpeljani akciji za ustanovitev univerze. Vrstovška omenja dr. Karl Hinterlechner kot političnega očeta ljubljanske univerze in ko marca, že zelo zgodaj marca 23 umre, na poslopju univerze razobesijo žalno zastavo. In tedanji rektor Ušeničnik v spominskem nagovoru opozarja na njegovo navdušeno vnemo in zagotavlja, da mu bo univerza ohranila časten in hvaležen spomin. Vem, da vodstvo univerze ne more verjeti prav vsakmu na besedo, zato pa lahko prisluhne vsaj zapisanim besedam teh dveh svojih rektorskih predhodnikov in v vrsti portretnih poprsi za nastanek univerze zaslužnih osebnosti, ki že krasijo prostor pred univerzo, bo morda še treba počakati kakšno drugo obletnico in do tedaj opozarjati na vlogo dr. Karla Vrstovška, a polagamo, da tudi univerza spoznala, da sodi pred njeno poslopje tudi spominsko obeležje enega od vztrajnih in odločujočih mož za njen nastanek leta 1919, dr. Karla Vrstovška. Z skrbjo za študente so z visokošolskimi predavanji pravzaprav začeli pri nas že pred ustanovitvijo univerze, kot smo že slišali, ustanovitev začasnega tehničnega šolskega tečaja, in za Vrstovška so bila ta predavanja že kar začetek univerze, s katerimi Ljubljana pokaže, da misli z idejo univerze zelo resno. Ja, skrb za študente sledimo pri različnih temah ob vprašanju nastanitve in prehrane, pa do razglasa visokošolskem dijaštvu za vpis in skrbjo Vrstovška, da se to s temi dejavnostmi prične čim prej. Uspeh Slovencev je velik, vendar pri tej dejavnosti nismo sami. 100 let slavi tudi Bratislava, Hamburg, Riga in Brno, in ko pogledamo nazaj, s kakšnimi lepimi besedami so se spomnili na nastanek univerze, smo seveda kdaj lahko kar vzhičeni. Naša univerza je bila res majhna po številu študentov, beograjska jih ima 5-krat več, zagrebška pa okoli 3-krat več. Vendar na univerzi delujejo tako študentje kot študentke in poleg zanimivega slučaja, da je ob 20-30 študentkah pa prvi doktorat prejme ženska, in to na področju kemije, je vsaj tako zanimiva podrobnost, kot to, da je rojstni list Slovenske univerze napisan v
srbščini in cirilici. Tudi to si lahko gledamo na zanimivi razstavi, ki jo je pripravila Muzejsko-arhivska služba pred poslopjem univerze. Ja, na tem mestu bi bilo dobro spremljati številčni razvoj študentov in pogledati tudi na število študentk. Ob tem en tak vtis imate, kako začnemo še niti 1000 ni vsega dijaštva na univerzi in kako na to raste okoli leta 30 že 1400 in na to naprej, tik pred vojno je že številka nad 2400 in še nekaj. Seveda, študentke se težko uveljavijo, kljub temu, da je vse sedaj prosto, vendar gimnazijska matura je pogoj za vpis na univerzo. Razvoj pa gre v smeri, kot jo imamo danes, ko je študentov v bistvu manj, kot je deklet. Eden od ključnih problemov, s katerimi so se ukvarjali študentje, je prehrana in prenočišče. In če so študentje še nekako prišli do strehe nad glavo, pa je bilo z dekleti bistveno težje. Uspešno so pa konec leta 1934 izpeljali akcijo in ustanovili dom visokošolk. Ja, vsako visoko šolo, za vsako visoko šolo je v najtesnejši zvezi tudi visokošolsko dijaštvo. In kako se je to zbiralo okoli svoje univerze, razvijalo v raznih društvih, je pisal dr. Slavko Kremenšek v več študijah in v obsežni publikaciji, kjer najdemo dokumentirano vso pestrost političnih usmeritev študentskega gibanja. Kajti študenti niso študirali, zanimali jih je šport, kultura, glasbo, politika, različna študentska gibanja, ki so te politične smeri zagovarjale, se povezovale, cepile in tako naprej. In bili so tudi aktivni z sodelovanjem z prebivalstvom, z raznimi počitniškimi tabori. Če opozorimo samo na dve ekstremni, recimo eno turistično in eno politično, potem seveda ne moramo mimo študenta in doktoranta filozofije, zelo vplivnega tudi kot alpinista in filozofa, dr. Klementa Juga, ki se po nesreči pri plezanju v Triglavski severni steni na eni strani in na drugi strani primer politizacije študentskega gibanja, ki se seveda tudi podobno tragično konča. Morda je ta primer manj poznan. Leta 1937 politični shodi generala Živkoviča in mladina, ki se na strani Slovenske ljudske stranke, ki se zoperstavlja temu, nesrečna smrt ob napadu, spopadu tam nekje na Štajerskem in spomenik, ki si ga lahko ogledate na ljubljanskih Žalah, pogreb sam je bil pa velika manifestacija slovenska, katoliška in
politična, vendar kot imamo pričevanje profesor Janeza Gradišnika, s katerim je bil Dolinar tudi član študentskega kluba Danica, da je bil miren, skoraj premiren fant, ki se nikamor ni vmešaval in je bil prepričan, da je bil ne stražar, pa tudi krščanski socialist, ne, vendar ta nesrečna smrt ga je potem zaznamovala na ta političen način. Združevalna vnema študentov je bila res velika. Že pri dobrih 1200 slušateljih smo imeli v študijskem letu 23-24 kar 34 organizacij in do desetletnice univerze je to število naraslo na 49. Slike, ki jih dajem bolj zato, da je lažje poslušati, so iz zbornika, ki ga je pripravila univerza oziroma muzejsko-arhivska služba leta 87 in seveda kaže predvsem ta revolucionarni del študentskega gibanja, mi se bomo bolj na te socialne razmere osredotočali. Študenti so se znali tudi povezati, bodisi da je šlo za vprašanja prehrane in zdravstva, pa tudi, kadar je bila univerza ogrožena. Takrat so seveda tudi demonstrirali in stavkali, kot se temu spodobi. Drugače bilo pa zelo težko priti do kakšnega povezovanja tako v svetu slušateljev univerze, kot pri nastajanju akademske bolniške blagajne. Zelo hitro so se idejno razdelili. Na različne načine so pomagali študentom, če odpremo kakšen časopis in v njem zagledamo naslov Kupi srečko za študente, gre za podporno akcijo, vendar so bile te seveda idejno pogojene in študente, kot ugotavlja dr. Kremenšek, so se kdaj vključevali v posamezno društvo, tudi zato, da so si zagotovili neko možnost za bivanje in prehrano. No, tako daleč nismo, da bi kupovali srečke efektne loterije, vendar dovem, da je tudi to ena možnost štipendiranja. Kajti študente so imeli vedno strašen vakuum ali permanentno žepno sušico v žepu, kot so pisali. Se pravi, vprašanje prehrane, vprašanje bivanja in na tem področju zasledimo tudi različne usmeritve. Eni dijaški domovi so bili nepolitični, kot je Oražlov dijaški dom, ki je namenjen predvsem medicincem. Prvi začnejo ga uporabljati leta 26-27, kajti Oražem zapusti premoženje, da bi zagotovil prostor stanovanja v prvi vrsti nezakonskih, ubogih medicincev slovenskega, srbskega in hrvatskega naroda, ki študirajo v Ljubljani. Nastanek univerze pa sproži v javnosti tudi dodatno skrb. Starši deklet so bili kdaj zaskrbljeni, kot lahko preberemo sredi pomladnega maja 1927 v časopisju, da srečujejo pare po Tivoliju in drugih primernih lokacijah in dekleta ponavadi spremlja v parku nadobudni mladenič, kaj pa da večinoma študent. Glede
socialnega izvora študentov nam uvajanje šolnin, ki naj bi zmanjšale število brezposelnega univerzitetno izobraženega kadra, prispevajo tudi podatke, ki kažejo na primeru 1852 družin študentskih oziroma očetov, da je državnih uradnikov največ, kmetov ni tako manj, profesorjev in učiteljev tudi ne, drugače so bili pa uslužbenci, trgovci, obrtniki. Seveda pa stanovati v Ljubljani je pomenilo ena možnost več. Ja, različna področja delovanja, tudi skrb za zdravje. Zanimivo nam kaže razumevanje študentov v javnosti tudi dva velika intervjuja z rektorji in dekani, objavljenega v časopisju, in na eni strani sledimo ponosu na univerzo oziroma rezultati univerze, se pravi uporabni študentje, diplomante na različnih področjih. In pri tej raziskavi sem se sprašal to, kakšna je podoba študentov v javnosti in pa kako se študij na fakultetah odraža v biografijah vplivnih posameznikov. Za vzorec sem vzel skromen, črki A in B v slovenski biografiji in prešel po fakultetah, kako so se šolali. Kajti eno je tista splošna slika, tule pa dobimo prav konkretne primere. Na pravni fakulteti leta 1927 so zadovoljni z obiskom, kajti v primerjavi z predavanji na nemških univerzah, razveseljivo pa je bilo sodelovanje na seminarskih vajah. Zanimivo, dekan predstavi tudi slušateljice, ki njihovo število narašča in je leta 1927 torej že vsak 14. član akademičnega podmladka ženskega spola. Nasplošno pohvali študentke kot pridne obiskovalke predavanj, vendar do absolviranja vseh izpitov na pravni fakulteti do tedaj še ni prišlo, pač pa se jih je lepo število pomnožilo. Teološka fakulteta nam kaže okoli 100 študentov, bila je najcenejša, kar so tudi izpostavljali v vprašanju krčenja fakultet. Zanimivo pa je, da so se v javnosti mogli večkrat utemeljevati sodobno znanstveno delovanje, saj že pri nastanku univerze se v parlamentarni razpravi v Beogradu postalo vprašanje, ali je teološka fakulteta ali naj bi bila tudi del novo nastajajoče univerze. Študij na filozofski fakulteti nam je najbližji. Ne le zato, ker smo zgodovinarji in študentje filozofske fakultete, temveč zato, ker biografski leksikon upošteva filozofe, da tako rečem, nadštevilčno. Namreč bistveno več pomembnih mož je v očeh slovenske biografije izobraženih na filozofski fakulteti, kakor pa tisti, ki so študirali tehniko, medicino ali kaj podobnega. Seveda, to je verjetno razlog tudi v tem, da gre za bolj
pismene ljudi ali kaj podobnega, oziroma da so več zapustili, kar lahko raziskovalci uporabijo. No, dr. Oswald leta 1927 se čudi nad razmeroma velikim številom študentov in celo med nepričakovanim številom deklet. In čeprav je vprašanje, kje bodo našli službo, se takrat že odpira, pa je mnenja, da mladosti, idealizem, želje po izobrazbi odločajo pri vpisu. Zanimivo je, da je zelo skrben in svetuje previdnost zaradi omenjenih možnosti zaposlitve, kajti veljalo je, da se 90% absolventov posveti pedagoškemu poklicu in zato posebej svetoval ne omalovažujejo pedagoških tem. Študentje so hodili tudi na ekskurzije, kdaj so se celo po predavanju matematike, ki so jo poslušali tako filozofi kot tehniki, tudi slikani. Če vzamemo študij na filozofski fakulteti in si skušamo pogledati, kakšen primer je teh res veliko, so pa zelo različni. Generacije maturantov po letu 1910, ki so študijska leta preživeli tudi na fronti, po vojni pa so za študij izgubljena leta skušali nadomestiti z dokončevanjem študija, ne na Ljubljani, tudi na različnih drugih fakultetah, kakšno leto tukaj, kakšno tam. Od te generacije na Ljubljanski univerzi, kdo dokončal le kakšen semester, kakšen je po študiju drugod tule doktoriral. Kasneje je bilo pa ta študij bolj predvidljiv, z manj spremembami univerz in je študente po nekaj letih aktivnega študija pripeljal do diplome ali tudi do doktorata. In to se je dalo doseči v 4-5 letih, kot nam kaže primer študenta, ki je študiral fiziko, fizikalno kemijo, matematiko in mineralogijo, ter v 5-6 letih tudi diplomiral. Študentje so kdaj uspešno zamenjali tudi študijsko smer, kdaj zaradi štipendije šli na študij v tujino, kdaj pa je bila zamenjava študija tudi rezultat družinskih razmer, ko se je zavzet slavist vpisal na filozofsko fakulteto, bil uspešen, a zaradi domače lekarne, ki jo je moral sčasoma prevzeti, prepisal na farmacevtski oddelek v Zagrebu in tam bil tudi uspešen. Če za zaključek naših filozofov omenimo vsaj 20 generacije rojene 1930, ki so jo zaznamovali idejne skrajnosti in druga svetovna vojna, tako eden od leta 1932 študira slavistiko in je član akademskega društva Triglav, ureja njihovo glasilo Akademski glas, po vojni, po diplomi leta 1937 pa zaradi komunističnega delovanja ne dobi službe. Drugi pa od mature leta 1934 tudi študira slavistiko, je uspešen, nadaljuje študij v Italiji, je član študentskega kluba Straža, ki ga je usmerjal Lambert Ehrlich in po vojni deluje v emigraciji. Razvoj tehnične fakultete je bil po mnenju arhitekta Vodnika nasplošno povsem zadovoljiv v onem intervjuju leta 1927. Absolventi so se
vključevali v praktično delo in njihovi predstojniki so bili z njihovim znanjem zadovoljni. Univerza pa je imela ugled na tehnični visoki šoli na Dunaju in v Gradcu. Glede na to, da je profesor Plečnik od svojih študentov pričakoval popolno predanost študiju arhitekture, pa je bil arhitekt Burnik bolj razumevajoč tudi do manj zavzetih, kajti nekateri so morali delati za preživetje, drugih pa ni bilo toliko na fakulteti zaradi drugih interesov. Iz ljubezni do družabnosti, do športa ali podobnih privlačnosti, kot to omenja. Zanimivo je tudi, da dekan tehnične fakultete Hinterlechner pravi, da ne moramo mi, ki smo tako rekoč duševni očetje svojih diplomantov, presojati o njih, temveč lahko edino njihovi kasnejši predstojniki v poklicu. Ja, pri tehnični fakulteti je tudi več kombiniranja smeri tudi z Zagrebom in Ljubljano. Tehničnim strokam se je posvetil tudi pravnemu doktor Janeza Blajvajza, ki diplomira leta 1936 kot gradbenik. Nekateri študenti imajo pri študiju težave zaradi skromnih socialnih razmer, kakšen pa ima tudi pestro študijsko pot kot strokovnjak za emaljiranje, ki se leta 1933 piše na študij medicine, ker nadaljuje v Ljubljani, nato pa se prepiše na kemični oddelek tehnične fakultete in uspešno diplomira leta 1938. Kakšen je bil res neumoren študent? Strojništvo v Ljubljani in Zagrebu, po diplomi pa še metalurgijo v Ljubljani, nato pa je študiral v tujini. Če se ustavimo še pri študiju medicine, s katerim bomo sklenili ta pregled, potem seveda so življenjske poti omejene s tem, da ima medicina le prva 2 letnika, vendar majhna fakulteta daje študentov več možnosti praktičnega dela. Se zelo pohvalijo s tem in tudi z nadaljnjimi uspehi svojih študentov v Zagrebu, Beogradu ali na Dunaju. Na 30 študentov je prišlo 5 študentk. Glede njih lahko rečem, je nadaljeval dekan Šerko, da študirajo pridnejše, da pa ne kažejo istega samostojnega mišljenja in sklepanja kot slušatelji. Težav je imela medicinska fakulteta veliko, a odnos med študenti in profesori, tedaj so rekli dijaki, ta odnos je bil prisrčen, brez distanc velikih univerz. In na dijašku leži, kako se bo univerza razvijala. Naši medicinci so študirali tudi na drugih avstrijskih, čeških in italijanskih univerzah, kar nam kažejo tudi posamezni primeri. Kasnejša partizanska zdravnica Franja Poc-Bidovec pa je študirala v skromnih razmerah, po Ljubljani nadaljevala študij v Zagrebu in Beogradu in v Zagrebu promovirala leta 1939 in se tudi vključevala v študentska društva. Če poiščemo po elektronskem iskalniku geslo študent, potem je največ zadetkov, seveda to so pomenka v tem času, dijak, akademik, visokošolec, vse učiliščnik, največ zadetkov pa je Kovačev študent,
to je sveroigra, priljubljena v tistem času in obojena tudi par let nazaj, ki pa nam ne kaže podobo študenta ali da bi vnemala za študij, temveč v bistvu študenta, ki popiva in ga oče odpelje nazaj na podeželje, kjer postane pošten kovač. Obiščejo njegovi nekdanji kolegi, sicer uspešni pravniki, bogati, vendar ne toliko zadovoljni v svojem poklicu, kakor je tale kovačev študent. Če sklenem, študentk in študentov je bilo tudi na naši majhni univerzi že v prvih 2 desetletjih pravzaprav veliko in izobraževalni prispevek univerzitetnega študija k njihovem osebnostnem, strokovnem in znanstvenem razvoju je različen, a pomembno pri vseh, ki so diplomirali, študirali, nekateri tudi doktorirali in na to so oblikovali slovenski gospodarski, kulturni in narodni razvoj. Hvala lepa.